Pozdravljeni! V mesecu maju je v 6 partnerskih mestih projekta EPK 2012 potekalo okrog 400 prireditev z omenjenim predznakom. V naslednjih minutah vam predstavljamo nekaj najbolj odmevnih. V začetku v Maribor. Po letu dni premora se je z Evropsko prestolnico kulture vrnil mednarodni festival kreativne komunikacije Magdalena, ki je namenjen mladim, še neuveljavljenim kreativcem. Na letošnjem 14. festivalu je mednarodna žirija izbirala med kar 400 deli 180 mladih ustvarjalcev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in drugih držav. Vrhunec 4-dnevnega festivala pa je bila podelitev zlatih in srebrnih modrcev najboljšim. Letošnja Magdalena je na ogled postavila dela v kar 14 kategorijah, od tiskanih, gibljivih, interaktivnih in eksperimentalnih medijev do logotipov in tipografij. Mladi pa so tudi tokrat imeli priložnost predstaviti svoje poglede na dogajanje doma in po svetu. Tako je zlati modrc prejel tudi proglas slovenskega oblikovalca. Jaz mislim, da se dobre ideje rojevajo v nekih ekstremnih situacijah. Včasih mora biti neka slaba situacija, da lahko pač narediš neko dobro sporočilo iz tega vana. Tako da v mojem primeru, če ne bi bilo neke hecne politične situacije oziroma slabe, mislim, da tudi tega dela ne bi bilo. Okoli 400 del mladih kreativcev je ocenjevala mednarodna žirija, ki je imela po besedah predsednika težko nalogo. Actually, I have to say I was really surprised. I didn't know what to expect when I came here, but the quality was really good. I have to say it was really inspiring to be part of the jury because there were so many great thoughts. Večino zlatih modrcev so letos odnesli Hrvati. Tudi glavna nagrada festivala Magdalena je šla v roke hrvaških kreativcev in sicer za komunikacijsko kampanjo Canvas Community. Mi smo došli do toga zato što je vrlo definiran problem nam predstavljen. Kako promovirati tvrtku, u osnovi tvrtku koja se bavi proizvodnjom papira na digitalan način. I onda smo morali doslovce spojiti sve elemente i digitalnog dizajna i print dizajna u jednu kampanju i očito smo to solidno napravili. Festival je nastal leta 1999 kot kritika in alternativa oglaševalskim festivalom, ki niso bili dostopni mladim ustvarjalcem. Magdalena je bila v bistvu ustvarjena ravno zato, da se razlikuje od ostalih festivalov. Bila je ustvarjena zato, da se v bistvu da priložnost mladim. Se pravi mladim do 30. leta in da se v bistvu na nek način časti ideja. Magdaleni je ideja tisto glavno, kar šteje. Se pravi ne realizacija, se pravi, da gre tu za nekaj, kar res mladi lahko ustvarijo. Ne brez velikih budžetov, brez ne vem kaj, ampak za tisto, kar nastane v njihovi glavi. When you work for client side, there is not as much freedom in expressing your ideas. And I think a festival like that is the perfect occasion to really, come really with something special that's out there. V današnjem času so orodja za oblikovanje in drugi pripomočki za realizacijo idej dostopnejši kot kadarkoli prej. Če ima nekdo idejo, se pravi dobro idejo, ga lahko z enim takim pripomočkom, kot je navaden telefon danes oziroma smartphone, tudi na zelo visokem nivoju realiziraš na nek način. Fotoaparat je super hud, vsak že zna z računalnikom malo poklikati. Tako da tu res ni omejitev dan danes. Pa je slovenski trg prijazen do res mladih kreativcev, ki za sabo nimajo neke mašinerije? Slovenski trg, pa verjetno tudi vsi trgi so v zadnjem času, v času recesije, kar dost kruti. To smo mogoče tudi mi mladi, še zmeraj mladi, ki smo ustvarjali festival Magdalena, tudi opazili. Da je borba huda, tako je tudi borba huda na drugi strani za te mlade. Ampak po drugi strani je pa mogoče tudi Magdalena priložnost, da dobijo neko nagrado in da se s tem sami sebe izpostavijo. Ja, v bistvu jaz bom tako rekel, jaz sicer nimam nekih blaznih izkušenj, ampak jaz mislim, da je težko. Da mogoče trg še ni pripravljen na v bistvu ta prava dela in da mogoče smer še ni prava trenutno. Zdi se mi, da pač ne gledamo več kvalitete, ampak gledamo v bistvu samo to, kakšna stvar stane in mogoče vsi nekako šparamo in ne iščemo nekega kvalitetnega dela, ampak najcenejše delo. I think it's the creativity. I think you have to stick out. When the competition is tough, there has to be something that makes you unique. And I think that's what creativity is all about. So if you just do nice craft, nice illustration, it's not enough. You have to do this one extra step more. And I would advise to, have the same creativity for your career that you put, love into your work. So that's my advice, I guess, for the tough competition.
Sicer pa je letošnja Magdalena obiskovalcem in udeležencem ponudila več kot 30 različnih dogodkov, kot so razstave, predavanja znanih tujih in slovenskih imen na področju kreativnosti, okrogle mize in druženja. V maju se je v Mariboru odvil eden najprestižnejših dogodkov Evropske prestolnice kulture, in sicer srečanje Nobelovih nagrajencev za mir. Ob tibetanskem duhovnem vodji Dalaj Lami je mesto ob Dravi gostilo tudi gvatemalsko borko za človekove pravice Rigoberto Menču, bangladeškega bankirja revnih Muhamada Junusa in slovensko ambasadorko boja proti podnebnim spremembam Lučko Kajfeš Bogataj. Njegova svetost Dalaj Lama je Maribor obiskal že drugič, nazadnje leta 2010. V mariborski dvorani Tabor je govoril o ohranjanju duševnega miru. Že ob samem prihodu pa je poudaril, da človek, ne glede na težave, nikoli ne sme izgubiti upanja. The problems which we humanity facing, most of the problem is our own creation. Therefore, logically, we also have the ability to overcome these problems. So, important is tireless effort with confidence is very important. Vrhunec srečanja Nobelovih nagrajencev je bila razprava o pomenu dialoga in solidarnosti v času splošne krize. Ugledni gostje so izpostavili pomen sočutja, osebne odgovornosti in solidarnosti tako vsakega posameznika kot celotne družbe. Enotni so si bili, da sistem, v katerem živimo, ne deluje, zato ga je potrebno spremeniti in ne popravljati. Če se svet ne bo lotil temeljev globalne krize, nas bo ta po besedah Muhamada Junusa preganjala tudi v prihodnosti. The economy which we have built is a money-centric economy. We are always chasing money. Money has become an obsession. Money has become an addiction. So the conceptual framework converted the whole human being into some kind of robots who chase money. But the real human being is much bigger than that. 21. stoletje je priložnost za vzpostavitev nove civilizacije, ki se bo naučila iz napak preteklosti. Največjo moč pri spreminjanju sveta pa imajo prav mladi, so poudarili Nobelovci. Creo que hay una interactuación extraordinaria que va a pasar, que está pasando, y del que yo me siento muy orgullosa de ser parte. Yo soy maya. Los mayas nunca hablaron del fin del mundo, pero sí hablaron de nuevos tiempos, de nuevas eras, de nueva proyección. Entonces, qué bueno que yo sea parte de esta historia. There is no reason why anybody in the world should be unemployed. There is no reason why anybody in the world should be poor. There is no reason why we should make this planet a dangerous planet every day. We have the capacity to make the other way around. Make it a safer planet every day. I think the global level, peace must come through inner peace. Inner peace must develop in human mind, not in big hall or big office. Čas je za radikalnejše rešitve in vključevanje mladih generacij, ki bodo nosilci teh sprememb. Saj je Zemlja omejen planet, s katerim ne moremo početi, kar se nam zahoče, pa je povedala slovenska dobitnica Nobelove nagrade Lučka Kajfeš Bogataj, ki je bila nad srečanjem z drugimi Nobelovimi nagrajenci presenečena in navdušena. Videli smo se prvič, bili smo popolnoma različne osebnosti iz različnih koncev sveta, brez vsakega dogovarjanja, pravzaprav o čem bomo danes govorili, in smo prepoznali po eni strani zelo podobno, kaj je problem. Zanimivo je to, da smo tudi rešitve videli pravzaprav zelo podobno. Polni vtisov pa so bili tudi slušatelji razprave Nobelovih nagrajencev, med katerimi je bilo tudi veliko tujcev. Ja, meni je bilo fenomenalno, meni je bilo žal, da ni bilo več naših politikov in gospodarstvenikov, ki bi se lahko res veliko naučili. Dass jeder Einzelne sich Gedanken macht über die Weiterentwicklung der Welt, dass jeder etwas tut. I am really happy because I am Tibetan and it means a lot to me to meet the Dalai Lama, and my biggest wish as a Tibetan is to see him return to Tibet. Upam, da bo vsa ta misel, ki je danes prevevala v tej dvorani, zaplavala po celem svetu in da se bomo ljudje naučili pomagati drug drugemu.
V mesecu juniju bo Maribor zasedel regionalni knjižni sejem in kar nekaj predstav. Oder med nebom in zemljo s Čuf o čuf, še enkrat dobro poglej, Krojači sveta, Funeral Fashion Show, Audicija za življenje, nato pa ponovno Oder med nebom in zemljo s Konjanikovo potjo, lutkovna intervencija Lile Prap z ulično povorko in hotel Splendid. Iz Maribora pa v naslednje partnersko mesto Slovenj Gradec. V tem mesecu v Slovenj Gradcu pripravljajo Angeli apokalipse otvoritev razstave Mož s krokarjem, premiero dokumentarnega filma, baletno predstavo Cirkus in te vidim, koncerta kvarteta klarinetov, klaritet ter harmonikarskega orkestra Glasbene šole Slovenj Gradec ter dogodke v sklopu Slovenjegraškega poletja. Blizu Slovenj Gradca je tudi Velenje. V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju so v okviru Evropske prestolnice kulture 2012 odprli mednarodno razstavo Izgubljeni kraji v novi luči. Društvo Reviva Škale je v sodelovanju s Premogovnikom Velenje in Muzejem Velenje pripravilo razstavo, katere osrednja tematika je izginjanje krajev zaradi premogovništva, današnja podoba Šaleške doline in prikaz podobnih primerov krajev iz premogovniških območij v Evropi. Pripoveduje o krajih, ki so zaradi premogovništva deloma ali v celoti izginili z zemljevida, v Šaleški dolini, v Zabukovici, v Murskem Središču, v Plevlji v Črni gori, v Tuzli, v Bosni in Hercegovini, v bivši vzhodni Nemčiji, v kraju v Lužiškem revirju in Leipzig, oziroma osrednjem nemškem revirju, v kraju Horno in Großgrima. Na razstavi so prikazane izginule vasi v Šaleški dolini v 20. stoletju in revitalizacija območja konec 20. in začetku 21. stoletja. Podana je primerjava s kraji, ki so doživeli ali še doživljajo podobno usodo. Tako so na razstavi predstavljena tudi druga območja iz Slovenije in tujine. Jaz sem bil prav vesel, ko so se člani društva Revivas oglasili pri nas in predlagali, da podpremo ta projekt obujanja spominov na kraje, ki so nekoč kraljevali tu v Šaleški dolini. Res prav vesel. Moji sodelavci in sodelavke so tudi pomagali pri izvedbi celotnega projekta, ima pa več vsebinskih prednosti ta projekt. Prvič, pomembno, ta projekt je sestavni del Evropske prestolnice kulture, ki se letos odvija v Sloveniji. Velenje je pomembna kulturna točka in nekoč samo industrijska pokrajina, torej postaja tudi kulturno središče Slovenije. Drugič, je pa jasno, premogovnik Velenje je Šaleški dolini veliko vzel, po drugi strani pa tudi veliko dal. Ves ta čas je bil gibalo razvoja, gospodarskega razvoja, pa tudi seveda življenja. Dolino je popolnoma preoblikoval in prav je, da se spominjamo tudi tistih, ki so za to lepo podobo Šaleške doline v preteklosti precej darovali. Darovali so pa zelo veliko svoje domačije, številne družine so se morale preseliti, premogovnik je podrl kar nekaj objektov, vendar po drugi strani dal Šaleški dolini podobo, ki je zelo primerna za življenje. In človek pravzaprav ne more verjeti, da se da znotraj industrijskega okolja narediti tudi turistično-rekreacijsko zanimivo pokrajino. Razstava je del Evropske prestolnice kulture, kjer kot partnersko mesto sodeluje tudi Velenje. Na zavodu EPK so z veseljem podprli projekt, saj v kulturi spada tudi ohranjanje kulturne dediščine in njenega izročila. Projekt Evropska prestolnica kulture se loteva zelo široke tematike in projekti kot je ta, ki se lotevajo družbeno angažirane tematike, so izjemno dobrodošli. Odkrivajo zgodbe krajev in nekje zrejo tudi optimistično v prihodnost in seveda zato je ta projekt zelo pomemben. Razstava je na voljo za ogled v zgornjih prostorih Muzeja premogovništva Slovenije, ki so po požaru prenovljeni, bo pa predvidoma v jesenskem času odprt tudi podzemni del muzeja. Prostori niso tako poškodovani, kot bi bilo pričakovati in za nas vse je bil to zelo vzpodbuden ogled. In jaz sem kar prepričan, da bomo še pred jesenjo lahko muzej, ki ga je do sedaj obiskalo že več kot 350 tisoč obiskovalcev, ponovno dali v uporabo.
Izgubljeni kraji so torej v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju prikazani v novi luči in so še z nekaterimi drugimi kraji iz tujine doživeli obuditev, pa čeprav samo na fotografijah, in so vsekakor živi v spominih ljudi, ki so tam živeli. V Velenju pa nas v juniju čaka Kunigunda Made in Velenje, koncert z Aleksandro Šuklar in Izidorjem Kokovnikom ter dogodki v sklopu poletnih kulturnih prireditev. Novomeška zavod, Lokal Patriot in galerija Simulacr sta v sklopu prireditev Evropske prestolnice kulture Maribor 2012 gostila francoskega fotografa Žana Marka Karačija, ki se je v Novem mestu predstavil svojo obsežno fotografsko serijo z naslovom Homo Urbanus Europeanus. Razstava je postavljena na prostem v nekdanjem Ketejevem drevoredu ob Rozmanovi ulici, manjša serija del pa je na ogled v atriju Lokal Patriota. When I started this project, this Homo Urbanus Europeanus project, I thought I had in my mind the idea to show the exhibition in a capital of culture. So finally it's Maribor. I mean, I finished this project 1 year ago, and so I am very happy that Maribor and Slovenia I've got this exhibition. Žan Mark Karači ima italijanske korenine, njegovi predniki prihajajo iz Sicilije, ampak on že od mladih nog živi v južni Franciji, v Montpellieru. Je v bistvu fotografski samouk, nima nobene formalne izobrazbe, vendar se je že od malih nog ukvarjal s fotografijo. Kasneje, mislim, da leta 2005 je izgubil svojo službo, ki je imel, in potem se je odločil, da bo uresničil svoje življenjske sanje in se bo podal v te freelance umetniške vode, tako da v bistvu zdaj deluje kot neodvisni samostojni umetnik in pelje svoj projekt naprej. Karačijevo serijo sicer sestavljajo posnetki 31 evropskih mest oziroma prestolnic. I wanted to show with these pictures that the city can be beautiful, you know, if you observe and if you stay and just look, it can be beautiful. So I wanted to make some ugly place beautiful, because most of my pictures are not made in a very known place, but just a very common place. And I just wanted to make them, to show the city as a beautiful place. Poudarek razstave je na urbanem okolju kot osrednjem življenjskem prostoru sodobnega evropskega človeka. It's always for me very funny actually to observe people in a city and to connect the people with the urban construction, etc. So very often my pictures are a kind of sense of humor or something. I just connect the things, the fixed things with the human, the individuals. And like for this one, okay, so I like to play with the urban construction and the people. So I like it. Moram reči, da sem zelo vesel te razstave. Zdi se mi pozitivno tudi to, da se predstavljajo fotografije izven običajnega galerijskega konteksta in s tem nagovarjajo tudi tiste, ki ne zaidejo v običajno galerijo in bodo morebiti ravno zaradi te razstave zašli v galerije v prihodnem času. Hkrati se mi zdi pa seveda zanimiva tudi ideja samega fotografa, da poišče skupne stične točke evropskih mest, evropske urbanosti. Navajeni smo, da vsi poudarjamo vedno različnost, kar je seveda logično, ampak gotovo pa v teh nemirnih časih potrebno poudariti tudi naše skupne točke. In ta razstava oziroma celoten projekt vzpostavlja prav to skupno identiteto. Fotografija pa med tem prevzema vse vidnejšo vlogo znotraj same umetnosti. Ja, jaz mislim, da Novo mesto se je v zadnjih letih z fotopubom seveda postavilo ne samo na slovenski zemljevid znotraj fotografije, ampak izrazito tudi na evropski zemljevid. Danes sem slišal od kolegov, da se ta sodelovanja znotraj Evrope z referenčnimi partnerji še krepijo, kar je gotovo posledica po eni strani njihovega trdega dela v zadnjih letih, po drugi strani pa tudi Evropske prestolnice kulture. Sam mislim, da tisti, ki jemljajo Evropsko prestolnico kulture zgolj kot nekakšno nagrado za zasluge, da so v
veliki zmoti, ampak da je potrebno projekt imati ravno na ta način, kot ga doživljam pri kolegih, ki ustvarjajo Fotopub in tudi druge zgodbe v Novem mestu, kot priložnost, da se ukrepijo vezi z mednarodnim prostorom. Razstava Homo Urbanus Europeanus bo v Ketejevem drevoredu na ogled do 15. julija. Martin Vorbi oziroma Mr. Martin je nizozemski umetnik ter začetnik mednarodnega projekta z naslovom Izrazi svoje upanje. Gre za mobilno slikarsko razstavo v tovornjaku, ki jo je gostilo že več krajev po Sloveniji. Tako se je svojim rumenim vozilom ekscentrični umetnik ustavil tudi v dolenjski prestolnici. I have many impressions of Slovenia during all those years. But if I focus on this exhibition that we're doing now, we have selected 84 Slovene artists. I must say the Slovene artists are much more serious people than the Slovene politicians. And they have a very good view on East and West Europe, because we from Holland, we can only see from the west to the east. But here they can see from this point to east and to west. And many Slovene artists, they told me, you know what, we all hoped that in this transition we will take the good from the east and the good from the west. Avtorji so Mr. Martinu zaupali, kako se njihova umetniška stvaritev nanaša na temo razstave. Upanje, ta pa o tem in o avtorjih pripoveduje na pripovedovalskih performansih. Good. Very nice, very nice. But, you know, in every country there's many artists and we make only a little selection, only 100 approximately. And we have a limited time, so we do not have the time to invite all the top artists, or we have a limited time. And we look in special places, and then when we have a lot of men, we look for women. When we have a lot of abstract, we look for a lot of realistic. So it's a very wide, and this is everywhere. But there's great artists here, everywhere around in former Yugoslavia and also in Slovenia, great artists. In our selection we have a lot of comic artists. They are great. I like them. Vsak umetnik z lastnim vizualnim izrazom pripoveduje svojo zgodbo na isto temo. S projektom želijo namreč vzpodbuditi razmišljanje o globalni integraciji in lokalni raznolikosti. Actually, I didn't want to say that much with it, but I wanted the artists to say something with it. And I tell stories now, what the artists tell me. But actually it was a suggestion of my friend, because my idea was 80 questions around the world. But my friend says, maybe you have 100 paintings and the audience still cannot see what is this because it's too wide. And he had 5 examples. One of them was Show Hope. I think Show Hope. Show is a good show, you know. When we have the storytelling show, it's kind of a good thing. And hope is kind of positive, you know, but also serious. It's not religious, it's not too emotional. You can also focus on the negative things which creates the hope. Hope is very open, very universal. Sam moram reči, da sem izjemno zadovoljen, predvsem glede na to, kakšne težave so nas spremljale v pripravljalnem obdobju. Vložili smo veliko truda, da smo vse te težave prebrodili in da smo začrtali, po mojem mnenju, kvaliteten in inspirativen program. Sam sem seveda zelo lepo presenečen, predvsem nad odzivom ljudi, kajti tega nikoli ne moreš vedeti, ne glede na to, da si seveda vsi smo želeli takšen odziv, pa vendarle lahko danes ugotavljam, da so ljudje sprejeli projekt za svoj, da obiskujejo prireditve, da se vzdušje v Mariboru in partnerskih mestih popravlja in to je pravzaprav bi naš osnovni namen. Prireditev je sicer na novomeškem glavnem trgu potekala kar 6 ur in tako jo je ujelo oko marsikaterega mimoidočega. Pestro življenje v dolenjski prestolnici danes njeni prebivalci lahko doživljajo. Kako pa ga bodo prihodnje generacije? Najverjetneje preko fotografij, ki bodo pričale o zdajšnjem dogajanju in bodo ostale v arhivu. Da bi bil ta čim bolj sistematičen, so se odločili za projekt Dolenjski kronist. Evropska prestolnica kulture je ponudila v zgodovinskem arhivu Ljubljana in njegovi novomeški enoti pa so zgrabili priložnost in k sodelovanju povabili novomeškega fotografa Boštjana Puclja. Skazalo se je, da skozi leta tako strokovnega kot laičnega kroga pomanjkanje nekih strokovnega gradiva, ki sicer mogoče trenutno se kratkoročno ne vidi efekt, ampak dolgoročno pa je zelo veliko pomanjkanje nekega fotografskega gradiva v dogajanju v Novem mestu.
Gre za fotografsko dokumentiranje tega prostora in dogajanja v njem, vsakdanjih življenjskih situacij in priložnosti, za katere morda niti ne pomislimo, da bi jih posneli. Zdaj bo to področje sistematično obdelano. To bo eden od projektov, ki bodo mestu ostali tudi po končanem EPK-ju. V tem smislu se potem tudi vidi vrednost tega projekta. Kratkoročno mogoče ni tako zanimiv, kot recimo za 10-20 let kasneje. Namen tega je nekako sistematično delo, da recimo spremljamo neko okolje, pač neke ljudi, neka skupnost, ki tukaj živi pa ustvarja. To so od posameznikov do skupin. In seveda začeli smo nekako s tem lansko leto, tako, ko bi rekel, sistematično, ker tukaj ne gre samo za fotografski material, ampak tudi za te, recimo, mi pravimo metapodatke, kjer opisuje posamezne fotografije, kdo je gor, kdaj je bilo posneto, kakšnim namenom. In tu bi pač neka banka fotografij, baza podatkov, kjer bo pač dostopna javnosti, strokovni, laični. Pucelj sicer že nekaj časa fotografira različne dogodke, ljudi in priložnosti. Najverjetno je, da prvi stik, ko prideš z ljudmi, je zelo težak. Recimo, nazadnje noben se ne rad jih fotografira ali pa snema, sami to najbrž poznate, ampak recimo pa z njimi preživiš neki določen čas, recimo 2-3 se srečaš in potem se kar odpirajo nove zgodbe. Recimo, greš čebelarjem, pač reče, ok, pač neka fotografija čebel, potem te pač kar sami pokliče, recimo, da je pa to zanimivo pa drugo. In dansko se odpirajo take majhne zgodbe, ki se lahko potem zelo, bolj so ti dostopne, tudi iz fotografskega in tudi vsebinskega, ker dansko težko je kar nekam odreti v neko privatno stanovanje, pa reči, bom pa fotografiral vas pri kosilu, da tu danes ne grem, ampak s takimi zgodbami pa lahko hitro prideš z navezavi z ljudmi, ti zaupajo in potem tudi lahko potem, ko bi rekel, res ustvarjaš te fotografije. In v tem projektu vidi dodaten izziv ter motivacijo za iskanje novih priložnosti, ki lahko pripovedujejo z izrazno močjo fotografije. Iščem neke stvari, ki mogoče so zanemarjene. Recimo neke stvari, ki dansko vsakodnevno obidemo in pa več jih ne dojamemo kot neka naša posebnost. Recimo konkretno lansko leto je mestna občina obnovila, se mi zdi, skoraj celotno infrastrukturo javne razsvetljave. In dansko se bo najbrž čez par let izkazalo, da nimamo sploh kakšnih posebnih fotografij na to temo, ker bi lahko kdaj uporabili čez leta za kakšne razstave, za kakšne publikacije. Tudi danes ne bi mogli reči, da sta Novo mesto in Dolenjska osiromašena z arhivom fotografij, a je ta zelo razpršen. Nekaj ga ima Dolenjski muzej, knjižnica, mediji, ni pa zbran sistematično. Zdaj bo lahko vsak po določeni metodologiji našel fotografijo, ki jo bo iskal. Dansko bo to javna dostopna baza v okviru Zgodovinskega arhiva Ljubljana, kjer že pač nek fond že imajo in imajo tudi noter že urejeno. Tu ne bo šlo le za dogodke in priložnosti iz Novega mesta, ampak širše Dolenjske, pa tudi Bele krajine. V tem mesecu pa bo razgibano tudi o Novem mestu. Zgodili se bodo namreč Roko Točec s spektaklom Človek z bombami, razstave Preteklost Novega mesta in njegova premična dediščina, odsevi prazgodovine v Bronu, siturska umetnost Novega mesta, odvijali pa se bodo še različni dogodki v okviru projektov Teden kultur 2012 in Mesto Goga. Umetniška skupina Ala Fetiš je pred kratkim v sodelovanju z Evropsko prestolnico kulture 2012 in mestno občino Murska Sobota zavzela prestolnico Prekmurja in na grajskem dvorišču pričarala svojevrsten koncertni dogodek. Skupina Ala Fetiš, ki jo vodi Isto Kurnik, sicer nekdanji menedžer skupine Siddharta, je nastala iz želje oziroma potrebe po dopolnitvi ponudbe, ki je trenutno na voljo v Sloveniji. Skupina se je v sklopu EPK 2012 predstavila tudi v Murski Soboti z dogodkom Digitalna klasika. Že samo ime in besedna zveza pa nakazujeta, da gre za drzno združevanje klasične glasbe z elementi elektronske glasbe v digitalni obliki. Digitalna klasika je poizkus združevanja elektronike in pa klasične glasbe. Nekakšen izziv za glasbene producente in pa akademske glasbenike. Trenutno delamo že s tretjim producentom,
Ravno danes bomo premierno predstavili prvo pesem v sodelovanju s Slavkom Mavsonikom. Zaenkrat je zadeva sigurno še zelo v povojih, ker imamo v bistvu opravka z osebnim glasbenim okusom, kar je zelo po eni strani nehvaležna stvar, ker nekomu, kar je nekomu všeč, drugemu ni in obratno, zato pač, kot sem prej rekel, izbiramo različne glasbene producente, ki se potrudijo ali pa pokažejo, kaj ali kako si oni to predstavljajo. Na zabavah, ki jih organiziramo drugače, tokrat, ko delamo za EPK tu v Murski Soboti, je manjša zasedba, to je okrog 30 ljudi. Na zabavah s parti, ki jih organiziramo, pa je ekipa okrog 50 ljudi. Na dvorišču Mursko-Soboškega gradu so v glasbeno-plesnem spektaklu tako nastopili izvajalci godalnega kvarteta Ala Strings, Petra Stane, Barbara Upelj, Gora Strlič in Špela Pirnat. Z glasbo se ukvarjam že v bistvu od rane mladosti, torej nekje okrog 20 let. Kot otroka me je mama pač upisala v glasbeno pripravnico, potem pa pač s poslušanjem razne klasične glasbe mi je postala violina všeč in kasneje potem tudi viola, kar je pač sedaj tudi moj poklic. Kot vodja skupine Ala Fetiš Iztok Kurnik pa tudi akademska glasbenica meni, da je Slovenija poslušna tudi za zvrst klasične glasbe. Slovenija kot majhna dežela se mi zdi, da je še vedno zelo odprta in zelo ima posluh za klasično glasbo, kar se kaže tudi pač v mnogih koncertih in v številnih orkestrih, tako ljubiteljskih kot profesionalnih, ki obstajajo pač pri nas v Sloveniji in ostalih klasičnih zasedbah, seveda, kot so recimo, ne vem, godalni kvarteti, razni ostali pihalni, trobilni sestavi, tako da mislim, da smo še aktualni kar dosti pri nas, hvala Bogu. Ja, vsekakor se mi zdi nek svež pristop, sama digitalna klasika kot projekt, da se približamo tako elektronsko kot klasično glasbo ljudem v eni taki zanimivi kombinaciji, nekem svežem koktejlu, ki mislim, da postaja iz dneva v dan, ko zori, skoraj bolj kot vino, vsak dan boljše, tako da mislim, da ima definitivno ta projekt zelo, zelo veliko prihodnost, kar se kaže že zdaj v teh odzivih, ki so zelo dobri, tako da mislim, da upam, da jim bo všeč. V klasično glasbo sta usklajeno posegla mojstra mešalne mize, DJ Shift in DJ Lukasov, ob poslušanju glasbe pa sta nastopila tudi prvaka v argentinskem tangu in performans Zračni akrobati na svili. V Murski Soboti je mestna občina Murska Sobota v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota organizirala že 5. družinski piknik, ki je potekal v sklopu projekta Moje mesto. Lepo sončno vreme je letos zopet privabilo številne družine, ki so se v Soboškem parku udeležile 5. lahko rečemo že tradicionalnega družinskega piknika, ki ga organizira mestna občina Murska Sobota v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Družina, vrednota in vse, kar je povezano z družino, zato tudi druženje, igre, skozi tisto, kar na nek način otroci tudi vsak dan dobijo. Pretežno seveda v družini, potem v vrtcih nadaljujejo v šolah. To je, lahko povem, temelj sodobne družbe in koliko močnejša bo ta družba, bo to odvisno seveda od teh temeljev stebrov v družini in povezovanju z temi organizacijami, neposredno vrtci, šolami in tako naprej. Mi vsako leto sodelujemo z vrtci iz mestne občine Murska Sobota, torej z našim vrtcem, v katerega se vključujejo skoraj vsi predstavniki, preko ravnateljice seveda in preko tudi Laure, katero pred leti smo se odločili, da tudi jo financiramo kot naš javni zavod. Vsako leto seveda moraš stremeti k temu, da delaš program drugačen, ampak tudi za tistim, katere cilje želiš doseči. Vsako leto skoraj ločujemo smeti, torej vemo, da je prihodnost Slovenije in izzivi Slovenije enaki, kot je v sodobnih razvitih družbah. Potem tudi različne ustvarjalne igre, otroci
skozi svoje znanja poskušajo tudi medsebojno tekmovati, kar je tudi v redu, torej dajo svoje znanje v določen izdelek. In tisto, kar je pa najbolj pomembno, da se tudi čas za njih tu nekoliko zaostavi. Da se medsebojno pogovarjamo, da se družimo, da dopolnjujemo različna znanja in seveda sodelujemo. Danes mislim, da je ravno izziv to sodelovanje, to druženje, kjer otrok spozna, da sam v sodobni družbi ne more preživeti. Jaz sem presenečen, dejansko ob 11. uri je odziv staršev velik. Ne bi povedal, da zaradi vremena, prepričan sem, da ravno zaradi tega, ker se trudimo, da damo to pomembno sporočilo in da je to ne samo ponudba, ampak dejansko odraz tega sodelovanja, povezovanja, kjer želimo sporočiti, da tudi mi brez tega sodelovanja ne moremo kot lokalna skupnost. Na pikniku so se vrtec Murska Sobota, vrtec Laura, osnovna šola Bakovci, osnovna šola 1, osnovna šola 2, osnovna šola 3 in osnovna šola 4 ter glasbena šola Murska Sobota in plesna šola Zeko predstavili s pevskimi ter plesnimi točkami. Na družinskem pikniku ni manjkalo niti odej in polnih košar za piknik, prav tako pa nasmejanih in zadovoljnih obrazov otrok, ki so lahko sodelovali v različnih delavnicah, kjer so lahko spoznali človeško telo, si dali poslikati obraz in urediti nohte, pripravljene pa so bile tudi igre za vso družino. Da je bilo dogajanje za otroke še pestrejše, jih je prišla obiskat Pika Nogavička iz otoka Taka Tuka. Čakaj, mi preverimo, če je to. Aha, pike na nosu imaš. Štumfi so. No ja, tako malo bolj s pound-bandom izgledaš s temi nogavičkami, ne? Ja, pa veš, koliko sem jaz prepotovala, zdaj jaz sem prišla iz otoka Taka Tuka. A sploh veta, kje je to? Ne. A vam lahko povem? Ja, mi dosta krat Taka Tuka. Glavej. No, te pa ti, Miranka, tako me ne povej, kje je otok Taka Tuka. To je pa na morje, ne? Blizu. Ja. No? Blizu. Težko, kaj bi bil to tisti otok za smeti odlagate. Pa v bistvu je palme so tudi. Palme, pa tam imamo tudi čokoladice, ki sem jih danes prinesla zraven. Pa vidva sploh veta, kako se pride do tja? Z letečim avtomobilom. Ja, tudi to je ena možnost, odvisno, no. Kje pa je pot okoli, če gremo z letečim? Meni se zdi, kot ti da prideš z Stanjevec, prek Peskovec pičiš, pa prihoduš prek mađarske meje, pa si skoraj tam. Skor, pa še greš dvakrat v Lune, zaviješ do sosednega mesta, pa pol še trikrat okoli, pa na Triglav moraš iti pa dol, pa si skoraj tam. A sta si zapomnila? Ja, jutro idemo na pohod. Je tak? Ja. Poleg vrtcev in osnovnih šol so na družinskem pikniku sodelovali tudi Zaubermacher Komunala, taborniki roda Veseli veter in društvo modelarjev Murska Sobota. Družine pa so bile tiste, ki so poskrbele za to, da bo piknik vsem sodelujočim ostal v lepem spominu. V Pomurju pa se je odvijal že tudi tretji festival narečne književnosti Dialekta, ki ga v okviru projekta Evropske prestolnice kulture 2012 prireja založba Franc. Namen festivala pa je prepoznati, evidentirati in spodbujati literarno, estetsko, kakovostno narečno književnost. Letos pa so leto povezali še s tradicionalno pridelavo ter pripravo hrane. Festival narečne književnosti Dialekta je širok zasnovan projekt založbe Franc, ki poleg kulturnega vsebinskega ogrodja narečne književnosti naniza ter umesti teme dogajanja ekološke in turistične narave. Namen tega festivala je predvsem ta, da bi
odkrili, evidentirali in seveda tudi spodbujali literarno-estetsko kakovostno narečno književnost. Namreč, čeprav veliko ljudi misli, da je narečna književnost nekaj obrobnega, da so narečja jezik manj izobraženih, obrobnih družbenih skupin, da narečja nimajo dovolj izraznih sredstev in slovničnih struktur za zahtevnejše leposlovno izražanje, je pa vendarle to neke vrste predsodek. Namreč ravno doslejšnje dialekte, doslejšnji festivali narečne književnosti so dokazali, da tudi v slovenskem jeziku, v slovenskih narečjih nastaja veliko literarno kakovostnih leposlovnih besedil. Glede na to, da je letošnji festival narečne književnosti dialekta vključen v program Evropske prestolnice kulture Maribor 2012, je kar opazno razširjen. Siceršnje nastope pisateljev na šolah smo letos nadgradili z literarnim natečajem, ki je že bil izveden. Naslov literarnega natečaja je bil Jaz Gežđa Lajkan. Na ta literarni natečaj so pomurski osnovnošolci in srednjošolci poslali 85 prispevkov je prišlo in danes zvečer bomo na prireditvi Dialekti in Osenje tudi podelili nagrade za prispevke, ki sta jih izbrali žirije. Potem dodatna novost v sodelovanju z okoljem, v katerem literarni festival poteka, je tudi pridružitev 6. festivalu skečev Prefrigani zgrebaš v Pečarovcih. No, Dialekti in Osenje tu je razširjeno z dodatno ponudbo, bi lahko rekli, neke vrste alternativne agrikulture, se pravi pridelovalcev različnih zelišč in drugih prehranskih izdelkov, ki svoje znanje črpajo iz tradicionalnih pridelovalnih veščin. No, pomemben segment je pa tudi posebna knjižna produkcija Dialekte 2012. V okviru tega programa je že išla in jo bomo tudi danes predstavili knjižica Branka Pintariča Temni smeh, knjični smej. No, do oktobra pa nameravamo pripraviti tudi zbornik krajših dramskih besedil v slovenskih narečjih. Na slavnostni otvoritvi Dialekte je vse ustvarjalce narečne književnosti, poleg malega ritarja, ki je naznanil Dialekti in Osenje 2012, pozdravil tudi župan mestne občine Murska Sobota, gospod Anton Štihec. Veste, da je festival Dialekta 2012 tudi del programa Evropske prestolnice kulture, kar me se še posebej veseli, namreč to je tudi na nek način priznanje, da se na področju narečne književnosti nekaj dogaja. Veseli me, da se dogaja to prav v Murski Soboti z našimi domačimi organizatorji. Veseli me tudi, da boste poleg strokovnega druženja na področju, se pravi, narečne književnosti z področja stroke same, se udeležili tudi in obiskali osnovne šole, se pravi, da je prisoten tudi ta izobraževalni del in pa tudi zanimiva noviteta ali ideja o današnjem sejmu v središču Murske Sobote, za katerega upam, da se bodo tudi v velikem številu udeležili naše občanke in občani. Čestitam založbi Franc na neumornem delu na področju narečne književnosti. Zaključil bi pa mogoče z eno mislijo. Slovenija kot taka smo mali, ampak smo zelo, zelo bogati. Ne samo po flori in fauni, bogati smo tudi po narečjih. Na tako mali razdalji imamo toliko narečij in prav to nas bogati. Ravno ko sem poslušal malega ritarja, sem se z mojim kolegom tukaj pogovarjal v smislu, iz katerega dela Prekmurja prihaja mali ritar glede na narečje. Že v Prekmurju imamo različne narečja na tako malem območju, kaj pa šele v Sloveniji. In lahko smo ponosni, ker smo zaradi teh narečij tudi bogati. In prav takšne priložnosti vseh vas in z pomočjo vas, ki se ukvarjate z narečno književnostjo, vsi skupaj doprinesete k temu, da zadeva ne odide v preteklost nepozabljena.
Festival narečne književnosti je letos na območju obmorij številnimi lokacijami, skozi nastope pripovedovalcev in glasbenikov, skozi delavnice, predavanja in simpozijev na družabnih večerih in strokovnih posvetih zbral široko paleto umetnikov, povezani z živo ustvarjalnostjo v dialektih. Poleg dialektinega senja so udeleženci spoznali tudi lik Apolonije in njeno pot kot model vključevanja ekoloških načinov pridelave in priprave hrane v kulturno-turistično ponudbo. Vzhodni del Slovenije pa v juniju vabi na lutkovno intervencijo Lile Prap z ulično povorko, razstavo Hiša mineralov in dogodke v okviru Soboških dnevov. Zdaj pa v najstarejše mesto v Sloveniji. Petovijo 69 Društvo za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj je v sodelovanju s Termami Ptuj izvedlo drugi filmski festival Primus. O poteku festivala in nagrajencih pa vas seznanjamo v naslednjem prispevku. Na drugem mednarodnem filmskem festivalu Primus so zavrteli kar 32 filmov iz Avstrije, Hrvaške, Srbije, Slovaške, Združenih držav Amerike, Zambije in Slovenije. Festival je bil tematsko razdeljen na dva dela, in sicer na filme z zgodovinsko tematiko in na novo kategorijo filmov Zdrava narava, zdrav človek. Strokovna žirija v sestavi Zoran Lešič, Koloman Zurik in Aleš Arih je imela težko delo in skupno je podelila 10 nagrad. Najvišji nagradi Primus v kategoriji zgodovinskih filmov sta dobila Streli v Bazovici in Črni bratje. V kategoriji Zdrava narava, zdrav človek pa sta s Primusom nagrajena tuja filma Tales of the Tatras Mountain Peak in Pygmies, The Children of the Jungle. Filmi so bili zelo kvalitetni in tehnično dovršeni, nekateri so bili celo posneti že v najnovejši tehnologiji na Blu-rayu. Se pravi, da so bili prikazani filmi ali pa prisotni filmi, ki so ustvarjeni v zadnjih 2 letih. Se pravi, tudi pazimo naprimer na to, da ne gremo preveč zgodovino, da smo aktualni, ker tudi v bodoče želimo, da bo Ptujski filmski festival dosegel nek, upamo, da zavidljiv nivo, in strokovn, in tehničen, in s tem ciljem tudi delamo. Posebnost festivala Primus je bila, da so v zgodovinskem delu bili predstavljeni filmi, ki so zajemali tematiko povezano s Ptujem. In za zgodovinsko tematiko seveda vzpodbujamo vse te tudi lokalne dejavnike nekako, da probamo predstaviti filme iz mogoče domačega okolja, seveda so tudi ta glavni tisti iz tujine, ampak domače okolje od gospodov ptujskih, Lesljev, do Mitrejev in vsega ostalega nekako probamo spodbuditi tudi to zadevo in pa snemanje filmov čez celotno ptujsko zgodovino. Drugi mednarodni filmski festival Primus je bil vključen v projekt Maribor 2012 Evropska prestolnica kulture. Letošnji festival je glede na prvega postregel z večjim številom filmov, prav tako pa so bili ti tudi kakovostnejši. Novost pa je bila, da so nagrajene filme predstavili v mestnem kinu na Ptuju. V prenovljenih prostorih Ptujske konjušnice na Gradu je bila v maju odprta nova stalna razstava tradicionalne pustne maske na ptujskem območju. Maske in pustni liki, ki so bili razstavljeni v drugem nadstropju Ptujskega gradu, so sedaj na ogled v prenovljeni grajski konjušnici, kjer so uredili tudi muzejsko blagajno in trgovino. Dejansko je to čudovita lokacija in ta vlaganja v to, da se grad obnavlja, da živi, da je noter muzej, da smo danes odprli novo razstavo. S tem se pravzaprav oddolžimo tej dediščini, ki na tem kraju obstaja, ki je živ že tisočletja. Ureditev konjušnice s ploščadjo za obiskovalce in prireditve ter postavitev stalne razstave mask, vložek za oba projekta se vrti nekaj nad 200 000 evrov, sta pomembni muzejski pridobitvi v okviru EPK 2012, s katerima so popestrili in obogatili ponudbo pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. Smo se kljub velikim težavam in dolgoletnim zamudam lotili nadaljevanje tega projekta, obnovili ne do konca, ampak delno to konjušnico in ji dali novo vsebino. To pomeni zbirko pustnih mask širšega ptujskega območja. Kar je nedvomno velik dosežek tako za stroko, muzej kot tudi financerje, saj je bil projekt izpeljan s pomočjo sredstev Evropske unije, Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, EPK 2012 ter Mestne občine Ptuj.
brez velike izjemne angažiranosti delavcev muzeja pa ne bi uspeli in to smo tudi ugotovili ob sami predstavitvi. To je zmaga, to je dan za vse, ki varujejo kulturno dediščino in jaz upam, da to ni naš zadnji uspeh. Glede na vlogo turizma v mestni občini Ptuj pa je jasno, da bo stalna razstava pripomogla k prepoznavanju mesta Ptuj v širši okolici. Angažiranost občine v projektu je bila velika tudi zaradi razumevanja tradicije ptujskega župana. Sam verjamem torej, da je etnografska pustna dediščina in obredje in njihovo sporočilna vrednost eno čudovito orodje, s katerim lahko spreminjamo človeško zavest v smeri etosa in vrednot, o katerih sem prej govoril. Zato sem tudi sam seveda častilec in zapriseženi kurent, ker verjamem, da je možno s pomočjo teh obredij, tej tradiciji delati lepši svet. In hvala lepa vsem tistim, ki so to idejo dojeli in jo razumeli in ji danes postavili en majhen spomenik, ki pa je lahko ima jutri velike in pozitivne posledice. Ob ogledu razstave pa ptujski župan vsem obiskovalcem priporoča, da se tudi zamislijo o bistvu dediščine, ne pa samo, da opazujejo izgled. Postavitev razstave v konjušnici je bil kar zahteven projekt. V konjušnici je razpored takšen, da je vse maske so razporejene v povorko. Predstavljeni so vsi tradicionalni liki z našega območja, tako da se obiskovalec spozna z vsemi liki. Poleg tega so pojasnjevalne table oziroma panoji z tekstom v slovenščini, angleščini in nemščini in fotografijami. Posnet pa je bil tudi dokumentarni film, ki obiskovalca popelje v avtentično okolje, v katerem tradicionalne maske živijo. Tudi na Ptuju bo ulice v tem mesecu zavzela lutkovna intervencija Lile Prap. Zgodil se bo AE festival, festival otroške kreativnosti, otvoritev pa bo v okviru projekta Zapuščina doktorice Štefke Cobel, predstavitev monografije in digitaliziranih dokumentov potekala tudi v knjižnici Ivana Potrča Ptuj. To je vse v tokratni mesečni oddaji Kultura na dlani. Več informacij je seveda na voljo na spletni strani www.maribor2012.eu. Do prvega ponedeljka v juliju pa srečno!